Omenil sem tudi, da se bliža Mofokon. Letos bo Mofokon se zgodil 16. decembra. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko, to je že standarden prostor. Ampak 16. december. 16. december. Ja, zdaj, mi vsi smo bili lani na Mofokonu. Ja. Kaj bi rekli, da vam je bilo lani všeč? Bi mogoče prenesli, časa mogoče manjka, kaj bi radi še videli, da se izpopolni. Čekaj, a zdaj mi dajemo ven ideje, da bodo ljudje, ki gledajo pa organizirajo Mofokon, Exactly. Name tagge rabimo, vsak si naj da name tag. Zdaj imajo še čas, da to dodajo. Zdaj imajo še čas, da razvijajo programe glede na naše predloge. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi rad še videl, kaj recimo ponujajo tuje konvencije pa naše? Sem res, vi, ki ste bili na Ani Nightu letos, kaj se vam zdi, da bi lahko, kaj najbolj pogrešate? Več merča. Predvsej več merča, ker to nima oni nič s tem, tukaj trgovin. Vem, to je treba nekako... Se pravi, več trgovcev, več tih. Tako da računam, da bo letos tudi TCG na eventu, da bomo imeli vsaj to mange, pa da bo merč tam. Ja, ker običajno je bil kdo, predvsem Črna Lukna. Na srečo imamo zdaj pravo anime trgovino, TCG Park je med drugim sponsor našega podcasta. Zato ga tako govorimo, Face, nisem vedel. Mislim, dolg časa nismo imeli prave anime trgovine. Da bi se res koncentrirali na to. In zdaj ima oni več manjko pa mladinska. Ja, dejansko. In tudi najnovejše, take, ki so... Si to? Ker imajo tudi... Tudi ta My Happy Merit. Ja, ker sem to jaz videl in sem bila... Mislim itak, če prodajalka potem tako naju z Markom tam še sprašuje, kaj bi lahko kaj naročili. Ne, mislim, pomembno je, da so in sync z svojim občinstvom, z konsumerji normalno in seveda, kje boš dobil najboljše reference za svoje produkte. Pa v mladinski doživela tam, ko so mange, in pač gremo s prijateljicami pogledati, da je prodajalka nas vprašala, kaj je pa tako za otroke, kar se tiče mang, pa smo rekli, tukaj ni nobene mange, ki bi priporočile za otroke, ki imajo več, a manj res že za najstnike. Torej, sem mainstream, ko je tisto fight, shonen jump. In moj opinion, vsak shonen je lahko tudi za otroke. Jaz sem tudi začel z Dragon Ballom, naprimer. Take stvari, ne bo smo rekli tak Pokemoni, pa ne vem, kaj ima še, ampak dejansko ne vejo. Povej, da tam vmes kakšne manj, ki so v bistvu za 18 plože, Alice in Borderland je zelo taka. Berserk. Vedno ga imajo. Ampak tako dejansko ne vejo, Ma ne, zdaj imamo za celotno slovensko publiko Jekleni alkimist. Ja, Jekleni alkimist imamo zdaj. Jaz odštevam dneve, v oktobru bi mogla biti naslednja številka. Ja, zdaj imamo 2 voluma zunaj. Tretji naj bi zdaj prišel. Ja, to bi bilo tudi fajn, da v bistvu so prisotni na Mofokonu pisma, da imajo vse 3 volume, da ponudijo. To v bistvu top v bistvu občinstvo za njihovo to. Jaz sem imel tudi priložnost govoriti s prevajalko, ki je trenutno na Japonskem in bo še na Japonskem do naslednjega avgusta. Potem pa je bom mogoče celo videl pri našem studiu. Ampak zelo zanimivo, da ona kar prevaja iz japonske. Iz japonščine. Ja, se to so se midva pogovarjala, pa si dal suggestion, da so verjetno direkt iz japonščine prevedali Jeklenega alkemista, ker če je prevajal z angleščine Full Metal, v bistvu bi bil kako že? Kovinski alkemist bi bil, V japonščini je pa Haganeno, je pa dejansko jeklo, oziroma, tako da. Ne, sej punca, ki to prevaja, je pač diplomirana japonologinja. Oziroma, ne vem, mogoče je že magistrirala. Ampak, pač definitivno prevaja iz japonščine. Ja, pa še mogoče za Mofokon, en predlog, da je nadajal, preprodajo karte ali pa neki. Mislim, da si tega vsi želimo, glede na to, da smo videli, koliko dolge vrste lahko nastanejo že na Umiku, na lanskem Mofokonu, sploh pa na MN-ju, kjer so imeli toliko dolge vrste, da mislim, smo zasedli celotno ulico do križišča na Slovenski cesti. Pa na koncu jih niso več spuščali. Ja, niso več kart imeli. Razprodali so vse do
12 ure. Sicer to bi bilo idealno, če bi naredili to rešitev, da bi lahko štel, ne vem, koliko jih je šlo not, pa koliko jih je šlo ven, sam verjamem. Da bi imeli vse čas kapaciteto na maksimum. Ja, da bi imeli skozi kapaciteto pod nadzorom, da lahko... Kako kar parkirišče. Kaj je bil COVID, pa so v Millerju ena bila s kalkulatorjem pa štela, koliko jih je lahko noter. Ja, sem klej 3000 vojka, to ni šans. Veš kaj je edino, če si, ne vem, če obstaja možnost, da imajo une avtomate, skozi katere greš in ti šteje naprej. Veš kaj je rešitev? AI, exactly. Face recognition in ti jih prešteje, to je to. Ne rabiš nič manualnega. Ali pa da bi imel kakšne čipe ali kaj tazga. Ne, ti si že po moje strošek. A ti so lahko tudi golfaš. I don't know, it's just ideja, ampak ja,